Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 10. november 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. Kakšno je stanje v največjem slovenskem zaporu? Preverili smo, kakšne so alkoholne navade mladih med Martinovim in sicer. Najcenejše olimpijske igre, ki jih bo čez 3 mesece gostila Italija, ne bodo minile brez škandala. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Največji zapor v Sloveniji, Doprimirni, so obsojenci že dolgo nazaj poimenovali Dolina solz. Tam je bila nedavno naša novinarka Damjana Žišt, ki se je z direktorjem zapora, magistrom Zoranom Remicem, pogovarjala o stanju v zaporskem sistemu, o strukturi zaprtih, pa o resocializaciji in o kadrovskih problemih. Damjana, najprej te prosim za tole pojasnilo, kakšna je oziroma kaj je posebnost slovenskega zaporskega sistema. V Sloveniji je trenutno zaprtih okoli 1500 oseb skupaj s prevzgojnim zavodom Radeče. V zaporu na Dobu, ki sva ga prejšnji teden obiskala s kolegom fotografom Robertom Balenom, jih je bilo približno 520. Delo z zaprtimi osebami v slovenskih zaporih seveda zagotavlja varnost, poleg tega pa temelji na strokovni obravnavi, katere temelj je pravzaprav vzpostavljanje humanih medsebojnih odnosov med zaposlenimi in zaporniki. Velik poudarek dajejo komunikaciji. Zato v zaporu zapornikom nudijo številne programe, v katere se lahko vključijo. Kot pravi direktor zapora na Dobu Zoran Remic, namen prestajanja zaporne kazni ni zgolj kaznovanje in umik zapornika iz družbe, temveč jim nuditi priložnost, da lahko spremenijo svoje vedenje, da spoznajo posledice svojih neustreznih dejanj in da se lahko, to se pravi z novimi znanji, novimi uvidi in z novim vedenjem vrnejo znova nazaj v družbo. Kakšna pa je kaznovalna politika v Sloveniji? Kot pravi direktor zapora na Dobu, se je kaznovalna politika z leti zaostrovala. S tem predvsem misli glede zaostritve zaporne kazni za kazniva dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo oziroma tihotapljanja ljudi skozi državno mejo. Saj tukaj se spomnimo, da je zdaj kazen predpisana za to kaznivo dejanje od 3 do 12 let. Sam pravi, da pravzaprav takšno zvišanje ni bilo potrebno, saj številne raziskave kažejo, da dolžina kazni ne vpliva na zmanjšanje porasta kriminala, da ni vzročne povezave med višino kazni in stopnjami kaznivih dejanj, ter da za preprečevanje kriminala ni bistvena strogost, pač pa hitrost in zanesljivost kaznovanja. Direktor zapora Remic ti je povedal tudi, kako se zaporniki na Dobu vključujejo v lokalno skupnost, kaj so naredili nazadnje, kakšne so torej izkušnje z tega področja. Ja, v zaporu na Dobu se vsako leto udeležujejo svetovnega zaporniškega šahovskega e-turnirja, kjer torej slovenski zaporniki sodelujejo skupaj s Šahovsko zvezo Slovenije. Kar se pa tiče zapora na Dobu, pa že leta dobro sodeluje z lokalno skupnostjo. Vsako leto, to se pravi pred novim letom, obdarijo otročke iz okoliških vrtcev s priročnimi izdelki oziroma igračami, ki jih sami izdelajo zaporniki v zaporu na Dobu. Prav tako pa v dom starejših občanov nesejo ročno izdelane novoletne voščilnice in okraskov. Drugače pa tudi kar nekaj njihovih obsojencev, ki kazen prestaja na odprtem oddelku, dela pri lokalnih podjetnikih in podjetij. Damjana, najlepša hvala za tvoja pojasnila. Zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2024 o registrirani porabi alkohola potrjujejo, kar je v splošnem diskurzu normalizirano. Slovenijo še vedno zaznamuje tako imenovana mokra kultura, visoka toleranca do uživanja alkohola in lahka dostopnost alkohola. V lanskem letu je registrirana poraba alkohola znašala 10 litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več. To pomeni, da se je v primerjavi s predhodnim letom poraba zvišala za 0,7 litra oziroma več kot 7%.
Uradni podatki o pitju med mladimi so zaskrbljujoči. Čeprav se je pitje alkoholnih pijač med mladostniki pri nas v zadnjih dveh desetletjih sicer nekoliko zmanjšalo, je še vedno nad mednarodnim povprečjem. Raziskava NIJZ je pokazala, da je med mladoletnimi prebivalci v starosti od 15 do 17 let v zadnjih 12 mesecih pilo alkoholne pijače skoraj 62%, ter se najmanj enkrat opilo 35% vprašanih. V razširjenosti pitja in opijanja med dekleti in fanti pa ni pomembne razlike. Pri Drokartu opozarjajo, da je alkohol daleč najbolj pogosto uporabljena psihoaktivna substanca. Statistike kažejo, da je bolj normalizirano pitje alkohola med mladimi v ruralnih delih. Ob stojnicah med 5-dnevnim martinovanjem na Koroški cesti v Mariboru smo srečali nekaj mladih in jih vprašali, kakšen je njihov odnos do alkohola. Kaj so nam povedali Gregor, Peter, Žak, Martina in Nec, ki so stari med 19 in 21 let. Zakaj, kdaj, kako pogosto pijejo? V članku pa preberite še, ali število klicev na pomoč med martinovanjem naraste, odgovarjajo v društvu Abstinent. In kako pogosto se mladi opiti usedajo za volan. So v tem morda kaj boljši od svojih staršev. Do zimskih olimpijskih iger Milano Cortina, ki bodo na sporedu od 6. do 22. februarja, so še 3 meseci. Prizorišča bodo raztresana po vsej severni Italiji in Dolomitih. Med sabo so oddaljena tudi po več ur vožnje z avtom. Organizatorji zagotavljajo odlično navijaško izkušnjo. S prodajo vstopnic so zadovoljni. Za olimpijske in paraolimpijske igre, ki bodo od 6. do 15. marca, so jih do konca oktobra prodali 850 000 od skupno 1,4 milijona. Milanski stadion San Siro bo gostil odprtje zimskih olimpijskih iger, a bodo zaradi razpršenosti prizorišč pripravili mimohode reprezentanc še v Cortini d'Ampezzo, Bormio in Predazzo. V teh krajih in v njihovi okolici bodo tudi tekmovanja. Vzrok za velike razdalje je v trudu organizatorjev po finančni in okoljski vzdržnosti. Skoraj vsa tekmovanja bodo na obstoječih prizoriščih, ki pa so jih temeljito obnovili. To bodo z naskokom najcenejše olimpijske igre. V organizacijskem odboru ocenjujejo, da bo končni račun znašal 5,2 milijarde evrov. Od tega je 3,5 milijarde za infrastrukturo in 1,7 milijarde za izvedbo iger. To je veliko manj kot na zadnjih nekaj igrah. Za primerjavo, Peking 2022 je stal okrog 35 milijard, so izračunali finančni analitiki. Slovenijo bo zastopalo 50 športnikov, no tudi tokrat pa na sicer najcenejših olimpijskih igrah doslej ni šlo brez škandalov. Ti so povezani z usodo ruskih in beloruskih športnikov. Znova bo nastopila le peščica tekmovalcev iz Rusije in iz Belorusije, še manj kot na zadnjih poletnih igrah. V katerih disciplinah smejo nastopati, preberite v Večeru, kjer smo pod drobnogled vzeli tudi druga prizorišča naslednje zimske olimpijade. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 10. novembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veselo bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.